Ana Pokadan, Simon, zdravo. Lep pozdrav. Kot slišim, ste ponovno ustvarjalne. Ja, veš kaj, mi smo imeli tragičen dogodek lani, nažalost se je po nesreči naš Marko, ustanovni član, dolgoletni član, od samega začetka smo bili skupaj in zdaj smo po tolikšni cajti smo se odločili, da gremo naprej, smo dobili novega bubnjarja in začeli nazaj ustvarjati, ja, drži. Nenazadnje ste mu tudi posvetili skladbo Adijo Mare. Adijo Mare je skladba napisana za Markota, ja, mi smo bili prijatelji praktično od majhnih nog naprej in zdaj jaz sem se trudil že, ko bi rekel, ne mi napisati eno pesem, že malo odkar je umrl, ampak zgleda, da je mogel dozoriti v meni tu in na koncu je zdaj 2 meseca, 3 nazaj je ratala ta Adijo Mare in je res pesem, ko je narejena iz srca za Markota. Res sem ga dobro poznal v vseh teh letih in smo bili res nerazložljivi prijatelji in zato je ta pesem taka precej taka čustvena in tako po drugi strani tudi tako malo gleda v prihodnost in se spominja na Mareta, ja, mi se spomnimo na in. Po Maretu pa sedaj stopate v resničen svet, ki pa ni nova skladba, temveč samo nova verzija. Ja, tu smo pa naredili zato, ker resničen svet mi smo to izdali na prvi plati, to se pravi tam enkrat leta 96 in izdali pa smo jo sam kot posnetek, ki je bil narejen takrat v oddaji Štekani še na Radiu Študent, ko je bila ta oddaja. In pol pa jaz sem si pa zmeri želel, ker ta pesem jo ima naša publika zelo rada, ne, ni jo tako skoraj na vsakem koncertu jo moramo zaspilati in še rekel, da bi bilo ful fajn, če bi bila enkrat, da bi imeli studijsko verzijo tega komada, ne. Tako da smo se mi smo se tu pogovarjali še z Markotem, da bomo naredili, sem pol Marko je umrl in zdaj smo se pa vseeno odločili, smo šli snemati Adijo Mare, da ne bomo posneli samo Adijo Mare, če gremo že v studio, da naredimo še en komad in smo posneli še resničen svet, in to studijsko varianto. Je pa pesem, tako, ki je napisana leta 91, to je bilo prav takrat med tisto 10-dnevno vojno za Slovenijo. Mi smo bili takrat zelo mladi, 17 let stari, nekaj takšnega. Torej je to tudi neke vrste rojstnodnevna skladba države? Ja, dajmo reči, ja. Čeprav konkretno jo ne omenjamo bolj, rekel, nekako tu eno tak oseben pogled na tistih 10 črnih dni slovenskih. Pa tudi, bi rekel, iskanje izhoda skozi razne, ko bi rekel, substance, ne. Ali to pomeni, Simon, da potem tudi voščite preko video podobe, ki spremlja skladbo? Ja, tu smo pa naredili, tu je pa naš prijatelj naredil, Robert Zele je naredil to video podobo, malo tako tudi zaradi tega, da zdaj, če izdamo ploščo, da ne izdamo lihuno sam prazne muzike, smo naredili eno tako podlago, malo tako. Tu se pa on sam vzel, kar proste roke pa je naredil tako, ja, to video podobo. Vse še mi zda kar paše tako zraven. Skladba je tu, kako pa naprej? Ja, zdaj, mi imamo zdaj tako, ko je nekratke počitnice, potem imamo naprej kar precej špilu. Začnemo v Sežani na temi že dolgoletnimi festivali v Okruheljča, rečejo tle, in pol pa gremo naprej, imamo dosti špilu. Se bomo pa lotili zdaj, ker imamo že kar nekaj materijala narejenega, tako precej, ko bi rekel na pol oziroma na 3/4. Manjkajo kakšna besedila, tudi mi imamo materijala že za eno celo plato, praktično ga moramo pa še tako ničkano še vzeti cajta in narediti aranžmaje ta prave in tako. In zdaj bomo začeli tudi na jesen, bomo začeli tudi delati na temi, tako da bi bila v prihodnosti čim prej kakšen nov album, tu si ful želimo. Bo pa sedaj resničen svet tudi v našem radijskem etru, zato Simon, kakšen je resničen svet? Ma kaj, jaz skušam, kar se tiče tega, pravim biti čim bolj optimističen, tudi naš band tako vse gleda bolj skozi eno zajbancijo, po drugi strani, čeprav vemo, zakaj se gre in tako. Jaz, ko bi rekel, da imam še zmeri pozitivno mnenje o svetu in upam, da bo zmeri boljše. No, ne bom preveč zapježil folki, ki se sami vidite, kako so te stvari. Raje kot gledam te črne oblake, raje odpravim se v raj na sprehod. Kupim si liter pravega žganja in odpravim se v predmestje nebes. Opazujem ljudi, poznane in tuje, ki zavračajo mi moj pogled.
Vzpostavljam tudi stike s tistim početjem, ki mi prej ni bilo všeč. Panično iščem zavetje rešitev, rad našel bi kritje pred nevarnostjo. Pulim lase si, mancamci oči, nekdo me gleda z radovednosti. Potujem od ene žrtve v drugo, pozorno poslušam tegobe ljudi. Rad rešil bi sebe, rešil bi druge, a sploh ne vem, če sem živ. Je to resničen svet ali sanje, ki jih preveč dobro poznam? Je to sila peklenskega zla, ki odpira mi vrata vsa? Je to spomin na ljubezen iz prejšnjega dela življenja, ga več ne poznam? Ali je to le življenje pijanca, ki ga noče nihče več poznati? Ali je to le življenje pijanca, ki ga noče nihče več poznati? Počasi že čutim, da žganje popušča, počasi mi se glava bistri. Počasi me spet strah spreletava, saj me kruta resničnost lovi. Počasi spet vidim na pol manj ljudi, kot sem videl jih vžgan. Vidim tudi nekaj ljudi s steklenico, prazno po žganju diši. Spet gledam te črne oblake na nebu, še bolj so zdaj črni vsi. Rad videl bi ptico na nebu, ki očno vejico v kreplih drži. Rad bi tudi, da bi sonce me grelo, a tudi sonce zdaj več ne živi. Nimam denarja za šelite žganja in to me tudi najbolj skrbi. Je to resničen svet ali sanje, ki jih preveč dobro poznam? Je to sila peklenskega zla, ki odpira mi vrata vsa? Je to spomin na ljubezen iz prejšnjega dela življenja, ga več ne poznam? Ali je to le življenje pijanca, ki ga noče nihče več poznati? Ali je to le življenje pijanca, ki ga noče nihče več poznati?